butalci smo imenitnega rodu. Imeli smo stara pisma, in če bi jih znal kdo brati, tako bi oslabeli, da bi jokali v znak. Stara beseda sega vse od butalcev, pa do Adama v paradižu. Kadar v butalah volijo župana, v butalah grede občinsko uš. Uš je ime Šprinca Marogla. Narod ljubkuje uš Šprica Marogla. Šprica Marogla! Kaj? Opa! Opa! Ko je bil ta za župana, je v butale prišel sam presvetli cesar. Nova brizgalnica in brizgalnica se je imenitno odnesla. Vsi so bili navdušeni nad njo, cesar in njegovi klonizmi. Vuš! Vuš! Pljusk! Vse posod so nas častili s streljanjem. V butalah pa nam niso privoščili niti enega strela. Kakšne imate manire v butalah? Vaša milost, gospod cesar, 99 razlogov imamo, zakaj nismo streljali. 99. Katere? Govori. Prvič, nimamo smodnika. Drugič, Že ta prvi razlog za povrh ne zadošča. Z Bogom, župan, butale nas ne bodo več videle. živel cesar! Butalci smo gadje! Ja, butalci smo gadje! 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 Cesar je držal svojo cesarsko besedo, a tudi brez cesarja so butale prišle v zgodovino. Celo za te dni, ko je po butalah strašil Turek, lovil živino in mladino. Turek, krivoverna nesnaga! Puj! Krivoverna nesnaga! Puj! V naši deželi lovijo živino in mladino, da na našem pride policaj. Imamo vzroke, zakaj se jih bojimo. Kajti ponosni smo na naše kravce in njumce. Brez boja se ne predamo! Predlagam, da na cesto po butalah postavimo napis Turkom prepovedana pot. Možje, ne bodimo zajci, raje napišimo Turkom strogo prepovedana pot. Napisali bomo, da bo to najstrožje pravilo in pika. In še klicaj po vrhu! Ti policaj, boš pa po noči s ulico stražil ob napisu. Zakaj po noči? Zato, ker bo ta dan le po dnevi. Po noči pa se je treba bati, da bo Turek. Krivoverna nesnaga! Puj! Po noči bo prišel Turek. Zato ga brez usmiljenja ustavi. Brez usmiljenja! In zakaj ravno jaz? Zakaj? Zato, ker te že leto in dan plačujemo. Ti pa še s prstom nisi mignil za varnost butalah in butalcev. To je tvoja prva priložnost. Če prije Turek, Krivoverna nesnaga! Puj! ga brez usmiljenja zaustavi. Brez usmiljenja! Turka bo treba hladnokrvno umoriti! Zatem ga bo treba seveda sebe po noči priklati v butale, potem pa nas bo poklical. Ja, tako je prav. Pa prav sedaj se mi zgodi, da me zvije v trebuhu. Stopim v kraj, da se olajšam. V Ondi pa so rasle robide. Ko se je policaj želel stati, so se mu robide zapele v hlače. Joj, tata! Ojoj, tata! Turek me drži! Pomagajte! Pomagajte! Slišite, kar jaz slišimo že? Slišimo! Mogoče ni videl naše neustrašne prepovedi. Mislim, da se treba posvetovati, o čem se je treba storiti. Jaz pa mislim, da zdaj ni časa za to, zbežimo v hrib. Tam se bomo lahko na dolgo in široko posvetovali, če bo
situacija tako huda kot zdaj? Napis je pravi. Napis je dober, napis naj ostane. Napis je dober, napis ne ostane. Robide pa je treba izstreliti in požgati. Butalci smo gadje, Ja, butalci smo gadje. gadje. Gadje! Za butalskega policaja pa je slišal tudi Cefizelj, za katerega so pravili, da so živ že 7 ljudi, od tega 3 ženske. Prav blizu je Hosa in najstrašnejši gromozanski razbojnik Cefizelj. Kam pa kam? Malo sem pa tja, v svetu. A ne znaš? Če ne znam, bom pa druge učila. A ja, Cefizelj, pa da ti ne pade na pamet, da bi šel in mi kradel iz doma. Ne vem, kje je tvoja hiša in mi tudi ni mar. A veš, kar prva je, ko prideš v Butale. To ne laži, da tam ne mika takšnih razbojnikov, kot si ti. Aha, modra si. Si zaklenila vrata, preden si odšla od doma. Zaklenila in ne boš našel ključa, ker sem ga skrila pod oknom. Kam pa ti? Sem slišal, da imate v Butalah policaja sulico, pa sem se mu prišel pod nos nastaviti. Hop, Cefizelj! Pa te imam! Imamo krojačico, ki ti bo vzela mero okrog vratu. Ahaha, ni boljšega kot peka v Butalah. Pri nas imamo nek sloves. Moka iz naše koruze je tako dobra. Kar pojdi v pekarno in si kupi en hlebček, jaz pa te tukaj počakam. Takoj bom nazaj. Predolgo ga ni. Grem pogledat, da se mi nekaj pripetilo. Dober dan, pekarka. Dobar dan. A si videla Cefizla? Videla. Koruzni hlebček je kupil in potem je šel. Skozi katera vrata pa je šel? Skozi zadnje, rekel je, da ga pri sprednjih ti čakaš. Krščen matiče! Hop, Cefizelj, pa te imam. Boš videl, kaj je butalski policaj? Vaš sem kakorkoli me hočete. Ampak jaz sem tako lačen. Ja, kar pojdi v pekarno po hlebček, jaz pa da te tukaj počakam. Sedaj pa se bom postavil pred zadnja vrata. Spet ga dolgo ni. Grem pogledat, da se mi ni kaj pripetilo. Dober dan, Cefatka. Dobar dan ponovno. A si videla Cefizla? Videla. Skozi katera vrata pa je šel? Ja, skozi prednje, rekla je, da ga pri zadnjih ti čakaš, ne? Krščen matiček! Še enkrat gre pred cerkev, v tretje gre rado. Hop, Cefizelj, zdaj pa te imam. Ne boš mi več ušel? Ne bom šel, ne. Najprej bom koruzni hlebček pojedal, pa potem tudi ne bom šel. Pa bom šel jaz v pekarno in kupil en hlebček, daj mi groš in bom šel jaz. Ti pa me tukaj počakaj. No, in tukaj. Krščen matiček! Spet me je naplahtal! Tako sem jezen, da bi mu kar jezik pokazal. Upam, da me ni videl. Zakaj pa ti Cefizelj je gromozanski razbojnik? Pravijo, da jih je že nekaj zadušil. Še en koruzni hlebček bi kupil. Pa imaš groš, jaz ne prodajam, jaz nisem takšna pekarka, da prodajam za stojim takšnim bedakom, kot si ti. Denar je v občinski blagajni. In vzel sem ga iz občinske police. Na občinsko mizo pa sem položil potrdilo, da sem ga res vzel. Kolikor jaz vem, je občinska blagajna zaklenjena. A zaklenjena? Na pomoč! Razbojnik Cefizelj je ukradel občinsko blagajno
blagajne več ni. A če je pa tako, bom pa Cefiza pri priči uklenil in ga pripeljal pred župana. Kje pa je? A župan? Ne, Cefize! Pa tam neki se pred cerkvijo sedi, pa se z koristnim hlebčkom masti. Hop, Cefizer pa te imam, z menoj bo šel. Ne bom šel, ne. Najprej bom koruzni hlebček pojedel. Pa tudi potem ne bom šel. Župan, pojel sem Cefiza, razbojnika gromozanskega. Ne zdaj južna. Če ga pa imaš, ga pa pripelji sem. Jaz bi ga že zdavno pustil, pa pusti on ne mene na pomoč. Ne, pridi po južni. Cefizer, stori kar hoče, samo mene milost dopusti, da grem svojo pot. Groš mi boš dal še en koruzni hlebček bom kupil. In tudi groš boš nesel na občino, da ne bo občinska blagajna čisto suha. Hvala ti, dobrotnik. Nisem vedel, da je gromozanski razbojnik Cefizer tako milosten. Samo kadar sem koruznega hlebčka sit, na gnusno so dobri. Butalci smo skoraj brez napak. Razen ene stvari. Pamet. Nijamo pameti. Kak jaz vem, je v tem mestu pod mostom 9. šola in imajo toliko pameti, da jo kar v sodih prodajajo. Če je res tako, bom pa šel v tuje mesto. Bo že pokazala cena svoje. Ti policaj, spreži konja in ga okrasi smrečico. Gor daj najbolj krasne kraguljčke, da bodo vedeli, da se butalski župan spravlja po pamet. Kaže, da smo prišli v tuje mesto. Dober dan, krčmar. Dober dan, čim vam lahko postrežem? Prišel sem iz Butalcev. Prišel sem kupiti eno pamet, ne predrago. A iz Butal pravite, da ste? No, niste mogli biti bolj zadeti, kot ste, da ste se ustavili tukaj. Kar stopite noter, gospodinja vam bo takoj postregla. Hvala, naj ne bo prepočasi, kaj naj s počasno pametjo. Ne skrbite. Poslušaj, hlapec, ujami miš in jo daj v sod in sod zamaši in sod daj v koš. Kje je pamet? Je že v sodu, sod pa v vašem košu. In koliko bo ta pamet stala? Za vas $2 in tretjega pol. Tako poceni? Sem mislil, da bo dražja. Hvala, krčmar, sem vam še kdaj vrnil, če bo pamet ušla. Da, pri nas je pameti do roba kašče. Nasvidenje, župan. Adijo, krčmar. Butalci, pamet sem dobil. Živela pamet! Kje pa je pamet? Je tukaj v sodu, poglej. Nekaj je on skočil. Taka pamet pa res pametna. Najprej je podkupila župana, potem pa nič ni premišljevala kam naprej. V županovo hišo, ja, kamor spada. Butalski župan je imel še posebno srečo, kajti ni trajalo dolgo, pa je pamet dobila mlade. Butalci so že naslednjo nedeljo pozabili v tujem mestu kupljeno pamet. Butalci smo zdaj skoraj brez napak. Pravimo še eno stvar. Grb.
Sam kaj bo pa v grbu? Le kaj, zmaj, to je najimenitnejša žival, kada smo kdaj čuli o njej. In ta zmaj mora iti v grb, pa naj stane kar hoče. Odločil se sem, da bo v grbu zmaj, ker je najnevarnejša žival in tudi najbolj grozna. Naslikal pa jo bo slikar Čačka. Čačka? Čačka. Čačka? Kakor jaz vem, on slika samo hišice, kapelice pa ograje. Ja, lej, ne. Sem zadovoljen. Sem res zelo zadovoljen. Halo. Kdaj smo v Butalah brez napak? Butalci imajo v svojem grbu bika, butalskega bika. Joj, ljudje si zelo nesramni. Takrat, ko obesijo tako grdo žaljivko. Joj, joj. In to pot je bila njihova želika nesprejemljiva, ker je resnično. Kar je res, je res. Zdaj imamo en prostor, kjer smo vsi, natančneje cerkev, ampak je tako mala, da nam seže do hrbta, kaj šele do nosa. Moramo jo povečati nekako. Le kako? Tako, da jo bomo raztegnili. Tudi čevelj se lahko raztegne. Butalci, dajte suknje na tla pred cerkev, jom pa izmeriti, za koliko je treba. Da lahko začnemo. Vlečite prek nog v steno. Okay. I hop! I hop! I hop! I hop! O, poglej, te suknje se pa kar brez glave premikajo. Špon! Tu ni več, res jih ni? Ojo, naš plan je deloval. Zdaj lahko vsi gremo v cerkev not. Butalci smo gadje. Ja, butalci smo gadje. Gadje. Gadje!